kaže se stvari z kandidati za ustavne sodnike približujejo zaključku. Predsednik je predstavil še četrtega kandidata. Za nas se zdi kandidat sprejemljiv. Bomo sicer še se odločili na poslanski skupini, kot rečeno, že enkrat prej, pa predlagamo, da se vloži cela lista, polna lista vsi 4 kandidatov v postopek in upamo, da bo še na tej seji ta zadeva zaključena. Državnega zbora te seji. Mislim, da bi lahko, da je to možnost reči. Vse je odvisno od postopka na mandatno-volilni komisiji. Možno je s predlogom tudi pohiteti. Če je stopna soglasja pri kandidatih in seveda tudi zaupanje med poslanskimi skupinami dovolj visoka, je to možno z obravnavo na enotni seji mandatno-volilne komisije in ponavadi se seja državnega zbora zaključi tudi s točko mandatne zadeve. Tako da, če bi se potrudili, bi možno postopek zaključiti že v tem mesecu. Verjetno je to ključno tudi zaradi odločanja o fiskalnem svetu, zdaj, če je kaj res na teh govoricah, da je nekako podpora ustavnim sodnikom vezana tudi podpori članov fiskalnega sveta. Večina je tu sicer bistveno drugačna, ampak če tukaj so pomembni zlasti pri fiskalnem svetu bolj pomembni vaši glasovi tudi. Jaz mislim, da so pri obeh postopkih pomembni naši glasovi in tudi glasovi drugih strank. Pri obeh postopkih je pomembno predvsem, da je stopnja zaupanja dovolj visoka, da tudi med strankami pride do spoznanja, da se pač lahko sodeluje. Res je, da je pri fiskalnem svetu večina bistveno višja, tam se potrebuje 60 glasov. Če bodo dogovori oziroma če bodo postopki korektni, mislim, da bodo postopki tudi ustrezno zaključeni. Bomo pa pri nas tudi, tako kot sem rekel, za ustavne sodnike tudi še sprejeli odločitev glede fiskalnega sveta. To je sicer jutri na seji mandatno-volilne komisije, ampak najbrž to glasovanje ni ključno na seji državnega zbora. Ja, sej, gospod Tanko, če ne uspe recimo z uvrstitvijo volitev ustavnih sodnikov na to marčevsko sejo, ali je lahko ogrožena imenovanje fiskalnega sveta članov? Zdaj bomo videli, kakšni bodo postopki, kako bo to teklo. Kot sem rekel, mi bomo o odločitvah še sprejeli stališče na poslanski skupini. Tam mandatno-volilna komisija pač deli tega postopka. Res je sicer, da je neprijetno se potem zadeve spreminjajo, vendar tu mislim, da mora tudi koalicija prevzeti del svojih obveznosti in tistega, kar povejo. Rekli ste, da je gospod Kniz za vas sprejemljiv. S čim vas je prepričal, gospod Kniz? Jaz mislim, da je predlog na nek način narejen uravnoteženo. Načelo soglasja je zadostno za tega in tudi ostale 3 kandidate. Jaz upam, da ste na predstavitvi, ki bo zdaj po teh postopkih po predsedniku narejena teh 4 oseb, da boste pač lahko vprašali in